zanimivo. Ne, da ne. Jaz sem pa zdajle kak mesec, vsak teden se pelem v Zagreb k zobozdravniku. Ampak sem ful podasla na sebe, zaradi tega, ker sem prišla do tega nivoja, da dejansko grem čist brez straha, čist brez nekih obremenitev. Veš, kaj počnem jaz? Pridem tja, odprem usta in meditiram, pa Grabovojeve kode imam, pa Brez strahu. Brez vsega, dejansko pa razmišljam ful stvari, pa vse, pa pač usta imam odprta. In dejansko mi rata pride to ta feeling, da rečem, zaupam. Točno tako. Samo v to. Res je. Ne? Pa nekaj je vedno tako. Jaz nimam nekih blaznih, ti nisi imela, ne? Nobenih težav. No, jaz dobim ta notranji aparat, to si ti tudi nosa, Ja, ne? jaz sem tudi imela, ja. Koliko časa si ga imela? Zelo hitro sem ga dala dol v bistvu, ne? Ker jaz sem imela samo za poravnati tisto, kar sem si želela. To piece of cake. Piece of cake, ne? Ja. Eni se pa pol življenja pripravljajo, da grejo Točno tako. k doktorju. Strah te, ker ne poznaš, ne veš, kako to zgleda. Zanimive izkušnje, ne, recimo jaz, prednost me je doletela paradontoza, ne. A paradontoza je bila? Ja, paradontoza je bila, ja, mislim, zdaj vzrokov za paradontozo je seveda ogromno, ampak jaz pripisujem to infarktu, mislim, 3 tedne po infarktu se je začela paradontoza, kar je zelo neprijetno zadeva, ne. In predtem pa nisem bil vsaj 4-5 let pri zobozdravniku, zato ker sem imel izjemno negativno zobno kirurško izkušnjo. In sicer v Mariboru, ker so 3 kirurgi klečali na meni, pa so mi 2 zoba pipali 2 uri pa 10-15 minut, jaz sem bil že mrtev. In nisem več odhajal k zobozdravnikom. Potem, ko me je to zadelo, sem pa seveda premislil zadeve, ne, zelo težka odločitev, ker zobozdravnika se vsi bojimo, veste, to so posebej. Ja, seveda. To je normalno, ne, to je, mislim, skoraj primarni strah. No in ker imamo tudi dosti slabih izkušenj v življenju s temi zobozdravniki, ne. No in potem sem v bistvu v časopisu opazil oglas doktorja Trampuša na 2 straneh. In preberem to, rešitev se mi zdela izjemno zanimiva, jaz imam All-on-4, ne. Se pravi, zdelo se mi je nemogoče, da bi jaz moral imeti, ne vem, 30 implantantov v zobeh, mislim, zob na zob in tako dalje. In ta rešitev All-on-4 se mi je zdela pa izjemno dobra, kar je tudi... Malo bolj simpel je, ne? Ja, ne, pomembna je zaradi tega, ker če je preveč teh implantantov, potem nimate krvavitve čeljusti, ne, in to je seveda zelo slabo, ne. Potem imate naprej neka vnetja, v bistvu niste problema rešili, ne, zato je to pomembno, zato je prava metoda. No, se, doktor Trampuša smo mi danes tudi na klepet povabili, tako da bi prišel vsak trenutek, evo ga, je že tukaj. Dober dan. Dobar dan. Evo ga, mi hodimo vam v Zagreb, tudi vi morate priti kdaj k nam v Ljubljano. Nego kaj. Evo ga. Dobar dan. Živim. Ja. O, kako lepo. Doktor Trampuš, sami vaši pacijenti smo zdaj tukaj. Ja, midve sicer nismo imeli nekih blaznih težav, ne, gospod pa pravi, da ne, all-on-4, ne. Če lahko, lepo, da je doktor prišel, ne, res človek zaupanja, moram reči, to je moja osebna izkušnja, to vedno največ velja. No in kot rečeno, jaz to gledam, ta oglas oziroma ta članek in se mi zdela to, bi rekel, ker sem se malo zanimal, ne, kaj in kako narediti, in se mi je zdela to v bistvu tehnološko izjemna rešitev. V vseh ozirih in potem pa je seveda potrebna neka odločitev in gledam jaz sliko doktorja Trampuša v časopisu, res, na tej osnovi sem se, mislim, morda, res. Je to človek? Ne, res, ja. Stavt prejal, ne. Ja, pogledaš človeka, pa ga zazreš, ne, in ga gledaš in rečeš, mislim, kaj je s tem človekom, ne. In ta človek mi bo šaral po ustih, ta človek mi bo zdaj to naredil, ali kdo mi bo to naredil in sem imel neprijetne izkušnje. In sem rekel, ta človek je v redu, ne. In potem jaz seveda vse pripravim za to, 1 leto potem sem pa odšel na prvi pregled, pokličem in potem pa vidiš, da cela zadeva dejansko funkcionira v tem smislu, da dejansko tega strahu naj ne bi bilo. Se pravi, to, kar je obljubljeno, se tudi zgodi. Se pravi, ne bolečine, ne, funkcionalnost je prva, nadgraduje se estetika. To je vse. Po pa še izjemni človeški odnos, bom rekel, ta center odlično deluje, vsi ljudje so harmonizirani, vidi se, vsi delajo svoje delo zelo dobro, človek se enostavno prijetno počuti. Ampak jaz bom pa dobila naslednji mesec recimo grozen velik račun za mobitel,
Ker sem bila v ordinaciji in sem na polno klicala in vse sem pozabila, da sem na Hrvaškem, ker so sami Slovenci tam, ne? Kar pozabiš, da si čez mejo. In pol jaz wow, ne. V Evropski uniji. Da bo, ne bo. Meni se ni zgodilo, da ne bi bil enkrat tam, pa da ne bi bili tam Slovenci tudi, ne? Tako da, to je res, ja, zgleda, da smo kar našli svojega zobozdravnika v Zagrebu, ne. In potem seveda ta prvi pregled, ne, ki je bil seveda na visoki tehnološki ravni, spet skeniranje zobovja, pogovor z doktorjem in mi je pač jasno povedal, gledajte, tu nimamo kaj, ne, ven pa Olonfor in to je to. Se pravi, vse ven? Ja, najprej sem jaz razmišljal v spodnjem delu, pa to pa me je pustil doktor do tej, bomo rekel, tej. Pa sem jaz razmislil, da bom jaz dvakrat dal neko proceduro skozi, sem rekel, ne, to bom jaz dal vse ven, ne, in pokličem doktor, sem rekel, doktor, jaz bom dal vse ven, je rekel, okej. Res pa zelo prijeten vtis in občutek, ne, ko si tam in dobiš to zaupanje, ki je seveda potrebno. No in potem moram reči, da se je zgodilo z svetlobno hitrostjo. To je res neverjetno, ne, gospod je res velik kirurg, očitno. Ampak, evo, še preden nadaljujete, čemu vi pripisujete to, da so ljudje tukaj navdušeni nad vašim metodam? Temu, da ste se izobraževali v tujini in da ste dejansko iz Amerike prinesli te sodobne načine, ker v Ameriki recimo tam je ta hollywoodski nasmeh skoraj nekaj povsem vsakdanjega. Jaz samo bi koga, jaz se poslal k njemu, tistih recimo Nicolasa Cagea. Bi šel k Trumpu. Pa definitivno to mora biti jedna predanost poslu, jedna zaljubljenost u posao koji radite i velika predanost. Ništa više od toga. 10% više truda pomiče planine u svakom poslu, pa tako i u mom. Prav, predanost in zaljubljenost v svoje delo je to 10% več uložiš v to in si tam, kjer moraš biti. In veliko znanja. I prije svega mora biti nešto prije toga. Znači mora biti nekakvo znanje, nekakvo iskustvo, isto tako poduprto znanjem, radom i samo radom. Jel? Ništa drugo. Znanje in izkušnje. Malo sem firčna. Dan sem bila na vaši spletni strani in sem videla eno fotografijo z enim zvezdnikom. Zdaj pa ne vem, a je to prav tiska? Kdo je ta zvezdnik? Na prvi strani. Mislite na Davida Beckhama? Ja, to! A je to dejansko res, a je to fotomontaža? To je bio jedan naš lijepi susret, ugodan susret u LA-u tokom mog školovanja u Sjedinjenim Američkim Državama, pa smo se, imali smo priliku se srest, malo podružiti, pričat i tako. Dakle, to je jedno neobavezno druženje. Pravi, da je to bilo eno lepo srečanje v Los Angelesu med njegovim šolanjem tudi, in da so se pač družili, spoznali in družili in vse in tudi spoprijateljili se temu reče. Kaj pa to? Kaj pa to, ker smo mi tukaj popularni, da imamo istega zobozdravnika kot David Beckham? Evo, če se vrnemo na to, se pravi, All-on-4 pomeni, da je vse skupaj na 4 implantantih, se pravi, vse skupaj. Zakaj je to boljša rešitev, kot vse posebej? Pa moramo prvo razumjeti jednu stvar, a to je biologija. Znači, ljudska kost nije daska, implantati nisu čavli. Znači, neće ništa bolje držati naš protetski rad ako stavimo u jednu čeljust 6 ili 8 implantata. Se pravi, da če v eno čeljust daš 6 ali 8 implantantov, ne bo nič bolj držal, kot če so 4, ker to ni daska, pa implantanti niso kot žebli, ne? Tako je. Tako, da je čist dovolj. Možemo reći da nam je bitno da u cijelom poslu, znači u prirodi cijelog posla zadovoljimo ravninu. Ravnina, znamo, je poduprta na 4 točke. Se pravi, da je ravnina na 4 točkah mora biti in da je vse temelji na temu, da je vse ravno. I na taj način postižemo jedan ekvilibrij, jednu ravnotežu u zagrizu. Se pravi, ravnotežen ugriz s tem dosežejo, ker je na teh 4 točkah. To je apsolutno cijela filozofija All-on-4. Ako zanemarimo sve ostale biološke bitnosti, da ne zamaramo gledatelje sa bitnošću zgloba, sa bitnošću međučeljusnih odnosa, griza, zagriza i tako dalje. Če za druge stvari zanemarimo, kar se pravi za zagriz, pa s temi kostmi in tako. To je vsa fiziološka stvar, kar je potrebna. Na teh 4 implantantih je vse stoji. Često puta možemo reći da, pogotovo, zašto mi pokazujemo uvijek problem gornje čeljusti i model gornje čeljusti? Zato što je gornja čeljust sama po sebi vrlo zahtjevna
vrlo zahtjevna kao kvaliteta kosti. Vedno pokažemo zgornjo čeljust glih zaradi tega, ker je zgornja čeljust najbolj zahtevna in tudi kvalitetna čeljust. A također nam ona oblikuje onaj prvi osmih i dojam i naš socijalni kontakt prema okolini. Se pravi, to oblikuje naš nasmeh in naš prvi kontakt z ljudmi in tisti lepi nasmeh, to je prvi kontakt navzven. Kako naravni izgledajo. Da, ali ispod te naravnosti možemo očekivati velike probleme koji nas u struci koče da ostvarimo upravo taj naravni izgled. Točno pod tem lepim nasmehom se lahko skrivajo veliki problemi, ker lahko preprečujejo, da naredijo ta lep nasmeh. Evo, gremo pogledati zdaj te 4 točke. Tukaj je vidna, tukaj je ta prva, pa potem ta druga, tretja in pa četrta. To je to, se pravi na 4. 1, 2, 3 in pa potem 4. Međutim, ponekad to nije dovoljno. Znači, ponekad, odnosno nije moguće. Ne da nije dovoljno, nego nije moguće. Kaj, zaradi te kosti? Tako je, radi slabe kvalitete kosti ponekad nije moguće upotrijebiti gornju čeljust u stražnjoj regiji. Prav, da zaradi slabe kvalitete kosti včasih ni možno to sploh narediti. Tada pribjegavamo jednoj drugoj metodi, jednoj advanced, naprednoj metodi, takozvani zigoma implantata. Evo, to možemo vidjeti. Da se potem to nadograduje z drugo metodo. To se imenuje zigoma implantati. Nadogradnja tega. Zigoma je ličnica. Ja, ko pride implantat v lično kost noter. Grško. Tome dobivamo dobar upor i veliku stabilnost, jer je to jedna mala kost, jako dobre gustoće, a opet dovoljnog upora da čuva snagu zagriza. Prav, dober upor in gostota kosti s tem pridobimo. Kaj je bilo? Ta? Pri meni ne, jaz sem imel na srečo ohranjeno čeljust, ampak to res, jaz sem se homeopatsko, 2 leti sem to zadrževal z Sinfitomom C6, to je homeopatsko zdravilo in sem to zadrževal pa tudi s propolisom, ampak tu je treba vedeti, da kdor je alergičen, tega ne sme uporabiti. Ker sem pač čakal na priložnost, da to lahko tudi izvedem, to željo. Jaz imam običajne implantante, ker je dejansko čeljust moja zelo kvalitetna. To mi je doktor tudi na prvem pregledu rekel, gledajte, midva ne bova imela nobenih posebnih problemov, ker je čeljust zdrava, v redu in je dovolj. In tako je tudi bilo. In potem, če tu nadaljujem, potem je v 2 urah in pol, to je postopek pod sedacijo, se pravi v takem prijetnem spalnem stanju, jaz se ničesar pisto ne spomnim, bilo je čudovito. Res, mislim, nič. Ali si pričal celo vreme ko navije? Jesam. Dobro, jaz se ne sjećam. Ali dobro, mi smo sve saznali. Dobro, to je moguće. Kaj se sam oprašal. Spomnim se samo enega trenutka, ko je vmes anesteziologinja, jaz očitno sem malo prišel k sebi, pa me je potem hitro stisnila spet, ne. Pogledam in vidim pred sabo sedeti anesteziologinjo, se pravi načuva tebe, si priklopljen na aparate, meri se srce, vse tako to more biti, mislim, operacijska soba. In jaz tako pogledam, pa ona pravi, gospod Lorenčič, sve je okej. Pa sem rekel, imate moje potpuno poverenje, to je sve što se sečam iz cele operacije, potem sem spet padel nazaj in v 2 urah pa pol je doktor iz Pulo, oziroma od strano, ker ne vem, na kakve vse načine to počne, dela pa zagotovo strokovno in dobro, 18 zob, pri čemer je tudi uporabljal matične celice, ker je to bilo potrebno, in vsadil 8 implantantov, se pravi zgoraj 4, spodaj 4 in to je bilo narejeno v 2 urah pa pol. Se pravi od 11 do pol 2, potem pa ob pol 5 me pa je doktor pelal v hotel, kjer sem z provizorjem, z zobmi, ki jih sem potem nosil 2 meseca in pol, potem pa sem dobil te zobe. Se pravi, nič ni bilo vmes časa brez zob pa to? Ne, se vam pravim, v istem dnevu, ob pol 2 je bil operativni poseg, končan vse eni implantanti, ob pol 5 sem imel že provizorje, zobe, karotisek vzamel že na prvem srečanju in sem z zobmi, ki so bili malo večji od teh in tako dalje, ker je zaščita potrebna, z pošitimi čeljustmi, normalno, brez vsake bolečine, odpeljan v hotel in ob 7 zvečer, tu me zdaj poslušajte, ob 7 zvečer sem v tem hotelu, super hotel, jedel kurjo juhico, rižoto z gobami in slaščico. Isti dan.
Resnično. In do danes nisem čutil nobene bolečine, nobene, nikoli, nikakršne bolečine. A to ste fajn po tabletam secaj? Ja, ne, zagotovo ne. Absolutno, normalno, ampak bolečina človeka ubija. Doktor te opremi, mislim, z antibiotiki, 2 antibiotika, so suport zdravstveni, pasta ona, to, potem apaurini, zato ker se mora cela ta mikroshema in mišična shema privaditi na to novo stanje, ker se lahko grizeš in tako dalje. To so vse stvari, ki jih je treba voditi in doktor to vodi na vseh segmentih. Tako je apaurin pač 7 dni. Po 7 dneh nimaš več tega problema, ki je zapisan v telesno shemo. V bistvu se ni za nič drugo, to je fiziologija. In potem seveda tudi suportno protibolečinsko terapijo in to je to. Ampak to traja 14 dni, da si na tablete redno ješ te protibolečinami in tako dalje, ampak to je 14 dni. Se pravi, sam odločiti se moraš? Ja. Stvar odloke. Ja. Odločiti se? Vse v glavi. In zaupati. In to je najpomembnejše. In potem pa pridemo na tisto zadnjo, najpomembnejšo stvar, ker nas vse skupaj zanima, kako bo zdaj to izgledalo na koncu. Ja, seveda. Kako bo to izgledalo? Vsi hočemo imeti zobe tako, kot si jih imel, mislim, nekako svoje zobe. In to je pa tista pol naslednja, smo rekli, funkcionalnost, ki se ji posveča zelo natančno, tu je več faz odtisov, ker gleda končno za titansko osnovo. Zadnjič sem bila v ordinaciji in je bila ena gospa, ki je rekla, ja, jaz sem pa prišla, ker bi rada imela boljši volumen zob. Jaz gledam njo, ko bi rada imela? Ljudje so brez zob, ti si pa prišla, ker bi imela boljši volumen zob, pa ko bi rada še? Odpaležna. Se pravi, prva je, ključna je funkcionalnost, ne se pravi vgriz, jaz meljem tako kot življenju nisem, če vzamem tak kruh, če hočete, pa ga tako pregriznem, kot da bi ga z nožem, z rezilom odrezal, ja, to dela, to je super, res čutim jih kot svoje zobe dejansko, jaz ne čutim, da imam kakršen tujek v ustih, morate razumeti. In tudi oblika zob je taka, kot sem imel v mladosti. No, dajte se malo nasmejati. Lepo. Ampak kaj smo rekli, zobe nočem, da so beli. Tisto, veste, da blešči. Ja, da na kilometr vidiš, pri mojih letih, zdaj take zobe kot črnc, mislim, ne gre. In mislim, da so zobe, da imajo te kalkulirane v dizajnu celo te drobne napakice. Jaz sem si svoje zobe, ki so mi jih naredili, zelo natančno pogledal. To noter je en kupenih takih drobnih nepravilnosti, ki v kompletni estetiki delujejo točno zaradi tega naravno. In tudi ena vzvaloveno zob imamo gor in to je vse v nulo naštudirano, ker sence padajo, tako da estetika je na visokem nivoju in jaz sem tu, nimam sploh kaj reči. A pa ste doktor Trampoš više umetnik? Ja moram nešto komentirati jer mi strukovnjaci moramo dobro slušati naše pacijente i dobro čuti što oni pričaju. Lako je raditi sa pacijentom kao što je profesor Lorenčić. Jako je lako. Jer on zna dobro objasniti ono što želi, dobro zna objasniti ono što je bio i što je imao. To je bitno. Pravda je. Oni morajo kot strokovnjaki zelo dobro poslušati za vsakega pacijenta, da vidijo, kaj on točno želi. In kako je rekel profesor Lorenčič, točno znal povedati, kaj želi in da takega človeka je lepo poslušati in točno veš, kako to treba narediti. Ker znal je tudi pojasniti. Zdaj imam pa kar slabo vest. Jaz sem brža rekla, rada bi imela bolj ravne zobe, evo. Jaz sem mojemu prijatelju to pripovedoval, pa je rekel, glej, on je pa tudi nekaj čez 50, zdaj star, pa mi pravi, zadnji sem sedel pri njem na vrtu, pa pravi, tako imaš ti to dobro, pa to vsi gledamo, in kak je to super, pa zdaj že hodijo, eni, ki me poznajo, doktor Trampoš, Kartjane. In je rekel, jaz si bom dal tudi sebe. Pa si bom to naredil, sem rekel, je budalo, mislim, kaj si boš dal zdrave zobe. Ampak hočem reči, tako se, je rekel, pa nobenega problema več ne boš imel, sem rekel, ja res nimam več problema z zobi, ampak vseeno, mislim, če imaš svoje zobe, druge, pol imej te druge zobe. Za koliko časa bo pa zdaj to gospodu držal? To bi trebalo biti do smrti, znači doživotno. S tim da mu ja želim da doživi 120 godina. Doživljensko ne bi bili, in da mu želi da dočaka 120 let. Upravo za to služe jednom godišnje kontrole, za to služite jednom godišnje ispravke, eventualne poliranja, čišćenja i tako dalje. Zato so te enoletne kontrole in poliranja in vse, da se pride pa da se sport. Servis kot z avtom, to greš kot z avtom na servis na pol leta, na leto. In to je to, mislim, ker moraš to pogledajo. V bistvu pa doktor daje doživljenjsko garancijo, vse ni sploh vprašanje. I to oprosti što prekidam, kao trkači auto. Dođeš u boks,
skinemo gume na 4 šrafa, gume na servis, a ti s menom na kavu. A ti znaš, da jaz volim trkačke kole. Kot tekalni avto, prideš v boks, učraufajo gume, dajo, spoliraš, čistijo, nazaj ta čas pa na kavo. Gospod Teodor, kaj bi vi recimo vsem našim gledalcem in gledalkam povedal, ki se bojijo na pas mater zobozdravnika? Kaj bi jim vi rekel, da bi jih opogumil, da grejo? Jaz absolutno razumem ljudi in jaz sem se tudi bal, imel sem kar nekaj neprijetnih izkušenj. Ampak druga jim ne morem reči, kot govorimo o svoji izkušnji. Glejte, mislim, moja izkušnja je odlična in tam, tako kot sem rekel, ni bilo nobenih bolečin, funkcionalnost je absolutno takšna, kot mora biti, vrhunska. Čas izdelave in vsega je tako, kot je, 2 meseca pa pol. Skratka, nič ni, estetika je dosežena, zaupati in jaz lahko samo svojo osebno izkušnjo rečem, pojdite k doktorju Trumpu, mislim, jaz druga ne morem reči. Jaz poznam ljudi, ki jim rečeš zobozdravnik in dejansko jim rata slabo. Padajo v nezavest. Ne, da se zabavajo, rata jim slabo. Ja, verjamem, to so neprijetne izkušnje. Vse sem vam rekel, meni so 2 uri pa 15 minut 3 kirurgi v Mariboru pipali 2 zoba, mislim, čakajte malo. Potem je on meni rekel, da bi mi delal implantant, sem rekel, kdo? Sem rekel, vi, je rekel, jaz sem, kaj boste vi meni implantant delali, če ste mi zdaj 2 uri pa pol, tak sem bil sločen, tak. Smrtvi pot ti teče dol, mislim, me poslušajte, veste, da se bojiš zdravnika, vse to je normalno, zobozdravnika takega kirurga se bojiš, ne? Ampak tu pa ni razloga, ker dela se z najvišjo možno tehnologijo na vseh področjih, se pravi v samih aparaturah, kar zadeva, bi rekel, zdravila in vse ostalo, na zgornjem najmožnem nivoju se dela. Boljše, tako storitev dobite v Švici, lahko dobite v Hollywoodu, sam mislim, da je tam precej dražje. Nič drugega. Najlepša hvala za tale čudovit klepet, hvala, ker ste prišli iz Zagreba. Hvala vam, što ste me pozvali. Ja, seveda, če pa mi tu kot Bog vam. Najlepša hvala torej še enkrat, evo, dragi gledalci in gledalke, še kakšno informacijo tudi na www.klepetobkavi.si. Mnogo novic, takih in drugačnih, pa tudi informacij lahko tam najdete. Vidimo se znova jutri, se veste, pravzaprav vsak dan, razen ob sobotah, takrat se ne vidimo. In naj vam bo svet lep. Pozdravljeni.